če bi hotel demonstrirati, to ni okrog nas ne leži. To je samo zaradi umetnosti tako narejen. Ampak v bistvu je to vse znotraj nas, lepo zloženo, vsaka stvar na svojih frekvencah, da se med seboj ne tepejo in čakajo, da jih prepoznamo in ponovno vzljubimo ali pa prvič spoznamo in začnemo to v svoje bogatstvo tudi živeti. Mislim, da čas prihaja in nas tudi priganja, da to čim prej se tega lotimo. Ne mislim, da bomo kar naenkrat to lahko naredili. Zaenkrat smo začeli o tem govoriti, že to je, mi zdi, veliko, to smo začeli zaveščati in iščemo načine, stotine načinov obstaja, vse veste, stalno izumljamo načine, kako na ta ali drugačen način te stvari utelesiti. Mogoče ne vse naenkrat, ampak eni to, eni se zame to, eni za uno in eni za razvoj kulture, eni znotraj, notranji razvoj. Na ta način se ta celota začenja počasi oblikovati in jaz upam, da je nocojšnji večer sem prepričan en majhen prispevek v tem procesu in se vam zahvaljujem za to, da ste prišli in ste omogočili in aktivno podprli to delo. In prihodne delavnica ima dva dela, praviloma, in drug del je čez en teden, naslednji ponedeljek, kjer sem pa mislil, da je Slovenija je v težkem položaju in da bi bilo zelo dobro se spomniti njenih arhetipov, kot je kralj Matjaž in tako naprej. Jaz sem izbrskal te arhetipe in jih, ali pa s tem sem že precej delal, in bi jih rad prevedel v realne situacije zdaj, ker mislim, da so to vse v spominu, kolektivnem spominu naroda in te zemlje, tega prostora. Včasih nekaj ima odnos do naroda, nekaj do prostora, ki je starejše kot narod. Torej, so v spominu kot nekakšna semena, ki jih nosimo s sabo in bi jih morali v takih kriznih časih aktivirati, oziroma so potenciali, ki jih lahko aktiviramo, zato da take težave premostimo. In da bi to lahko naredili, jih je treba ozavestiti v smislu tega, kakšno imajo relacijo do konkretne resničnosti, te posamezne arhetipi. To sem mislil za prihodnjič. In bom te kamne kar tukaj spravil, da bi energijsko polje Slovenije, mislim, postavil tako, da bi to delali, potem se pokvarjali znotraj tega polja energijskega, da bi imeli neko rezonanco s Slovenijo kot celot. Tak je moj načrt za prihodnjič in če vas veseli, mene bo veselili, če spet pridete. Lahko noč. Srečno pot domov.